Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam s pisateljico Azro Širovnik. Azra, omenjaš 3 vrednote. Ljubezen, zdravje in delo, ki te izpolnjuje. Zakaj prav te 3? Pa zato, ker je to bazična osnova človeškega bitja. Da si zdrav. Če si zdrav, pol lahko greš naprej. To je osnova. Ljubezen mora biti, ker drugače nimaš smisla, da živiš, če nisi sposoben ljubiti, pa če ne ljubiš. Mislim, ne samo moškega, ljubiti vse. In delo, ki te izpolnjuje, te pripelje do finančne neodvisnosti. Dati srečo in smisel na področju drugem, kot je srce, ampak te istočasno, če to dobro delaš, naredi finančno neodvisno. Ker človek ne more biti svobodno bitje, če si odvisen od kogarkoli na tem področju. Avtomatsko delaš neke kompromise. Torej, da se razviješ do skrajnih meja svojega človeškega bitja, kot ti je dano, moraš biti tudi finančno neodvisen in ljubiti svoje delo in prvo zdravje, pa ostalo pride. Še več modrosti bo Azra Širovnik z nami delila v oddaji Pristna ženska. Glejte nas. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Vesela sem, da ste danes z nami, ko gostim izjemno žensko, pisateljico Azro Širovnik. Rodila se v Banja Luki, kasneje pa se je kot študentka preselila v Slovenijo, kjer je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Čeprav po izobrazbi ekonomistka, je svoje pravo poslanstvo našla v pisanju. Prepričana je, da je pisana beseda orodje, ki navdihuje, dviguje zavest in odpira srce. Kot pisateljica črpa iz svoje življenjske izkušnje, ne le iz sreče, ampak tudi iz bolečine in izgube. Njene zgodbe so iskrene, čustvene in polne življenjske modrosti, prežete z ljubeznijo in notranjo močjo. Azra piše iz globine in zavedanjem, da resnično živi šele, ko piše. Najnovejša knjiga, ki jo ustvarja od oktobra 2022, je posvečena ljubezni njenega življenja, soprogu Janezu. Je bila zanjo tudi čustveno najzahtevnejše delo. Predvsem pa je Azra ženska z brezčasno lepoto, z nalezljivo energijo in zvesta svoji življenjski filozofiji. Zato sem srčno vesela, da je danes moja gostja. Azra, dobrodošla. Hvala, dober dan. Hvala, da si me povabila. Ja, seveda se tikava, se poznava in se tikava, ne? Zelo sem vesela in zelo sem prijetno, ne bom rekla prijetno, osrečila si mi danes dan. Kako lepo. Svojo pojavo, svojo energijo in svojo lepoto. Najlepša hvala, Azra. Ko sem začutila. Najlepša hvala, res. Dajva začeti pri tvojih koreninah. Rodila si se v Banja Luki, otroštvo preživela tam, odraščala. Kaj se iz tistega časa še nosiš v sebi, v svojem srcu? Mislim, da nosim to mehkobo bosanske duše, bosanskega človeka, ki ima neko, zaradi vseh teh vojn, neko filozofijo karmičnega zakona. Kaj se sme, kaj ne sme, kaj je dovoljeno, in to se s kolena na koleno prenašalo. Tako da smo v nekem moralno-etičnem vzdušju vzgajani in da je dobrota, toplota, sočlovek, sočutje najbolj pomemben. V stilu, kaj daješ drugem, kaj daješ okolju, kaj daješ sočloveku. To boš dobil. Res je. To mislim, da mi je moj temelj, moje osebnosti in da nikoli ne smeš obupati, recimo, če se ti kakšna nesreča zgodi, ker od vsake nesreče obstaja še hujša nesreča. Res je. Tako da tudi to filozofijo živim, ker kadar te kaj doleti, prvi hip si šokiran, ampak pol pa moram prebrati ali pa pogledati, kaj bi lahko še, pol rečem hvala Bogu in pol verjamem, da je vsaka stvar za nekaj dobro. Ker tudi je. Tako. Ker tudi je. Potem si se preselila v Slovenijo. Kako je ta selitev vplivala na te in na pogled na življenje, na svet? Pa v bistvu mi slovenska mentaliteta v mojem bistvu zelo ustreza.
ker je duh slovenske ženske že v mojem času, ko sem jaz bila mlada, oziroma 19 let sem imela, ko sem prišla, mi je zelo imponiral in sem želela. Ta moč, ki jo ima slovenska ženska, ta njena svoboda duha in ta v bistvu strast, tudi erotična, in ki ne bojijo se govoriti o ničem, recimo, pri nas v Bosni, moja generacija, se je še poročala nedolžna. Tle so punce govorile, katere tablete antibebi uporabljajo. V pauzah med predavanji, torej, ko se sploh še prijateljice nismo bili, samo smo se malo tako in kakšni kjeri moški v postelji. To je za mene bilo wow. Nisem tako živela, ampak že to, da neka država obstaja, ki je ženska lahko tako funkcionira, je meni bila višek neke svobode ženske, ker pazite, jaz sem iz bosanskega okolja, ne glede na religijo, tam ženska ni bila svobodna na tak način. Je pač še danes se ve, kdo je mož, kdo kuha, kdo kaj dela, ta razporeditev dela, ki je bila zelo krivična. Zelo tradicionalno, ja, zelo tradicionalno, ja. Tako da mi je to imponiralo in všeč mi je še nekaj bilo tle. Drugače se gradijo prijateljstva. Mogoče na prvi hip slovenski ljudje, tako moški kot ženske, so vljudni, ampak zelo cenijo karakter človeka. In jaz, recimo, sem svoje prijateljstva gradila na karakterju. In zato so vsa trajala, ker sem jih zgradila kot mlada punca na faksu celo življenje. Isto tako, niti zaživijo ljubice gor dol, pa hrbet dobiš nošče. Zelo so stabilni in ljubki so mi, ki pravijo, da so zavistni. Mislim, lastnostjo ima čisto vsak človek na svetu, vsaka nacija, vsaka vera. Oni to jemljajo. Torej, tako so pošteni, da jih je sram, da so taki. Drugi pa ni. Ja, zavisti v bistvu lahko tudi obrneš, da ti nekdo imponira, ki nekaj zna in si želiš tudi ti to sam. Jaz se vedno obrnem to potem v kompliment. Ja, v drugo stran. Moja mama je vedno rekla, mislim, glede na to, da Slovenci si lastijo to lastnost, moram jim povedati, da imajo konkurenco. Tudi jaz sem, ker sem bila v gimnaziji, veliko punci meni zavedalo. In jaz sem zelo jokala, mami, kakšne stvari so ti naredili. Ne sem punce, tudi bande. Če nisi hotela z njim v kino ali pa na njih une žurke, so se zmenili, da ti nagajajo. In moja mama je rekla, veš kaj, boljš, da ti zavidajo, kot da te pomilujejo. Ja, res je. In jaz sem si to tudi to ponudila. Točno to. Imaš eno posebno življenjsko filozofijo, že zdaj se čuti ta življenjska filozofija ven iz tebe. Katere izkušnje so te najbolj preoblikovale, da si tej življenjski filozofiji še danes zvesta? Življenje tebe v resnici usrka vase, ki se usodno zaljubiš v moškega, ki rodiš otroke in potem se okrog tega vrti celo življenje ženske in moškega tudi. Moški doživljajo isto, sem na drugi način. Te travme izražajo ali pijejo, ali se drogirajo, ali propadejo, ali v biznis se vržejo, pa postanejo bogati. Ampak izkušnje ljubavi, človek rekel. Izkušnje ljubezni, ki jo vsak človek želi doživeti, saj zato smo poslani na zemljo, in skozi katere se razvija, raste, ker najbolj boli ljubezen. Zdaj bi rekla nesrečna, ampak ni res. Obstaja en stavek, ki sem bila dekle, 15 let stara, ki sem prebrala ta aforizem. Ljudje tako kličejo ljubezen z enako strastjo, kot se kliče sreča. Kajti ljubezen ni vedno in samo sreča. To je bistvo življenja, en lakmus papir, skozi katerega doživljaš vse relacije. In je bolečina, nesreča. Vsakem, jaz se spomnim, ko sem rodila otroke, prvega otroka, pa jaz sem mislila, da ljubim svojega moža. Nihče mi ni rekel, koliko je ljubezen do otroka polna skrbi, bolečine, veselja, sreče, tiste rokice, pa jih ljubiš, pa okice, ampak istočasno strah, bolečina. In takrat v bistvu istočasno s to ljubeznijo, strahom, za to bitje, kak bo zvozilo, kaj se mu bude, pa rečeš, jaz sem močna, jaz sem kos življenja, ampak
Pa sem rekla, Bog, samo ti lahko tukaj na sceno stopiš in pravi, da veliko žensk, mi smo bili pač ateistična država, kliče Boga, ker rodi otroka. Ja, zanimivo, ne? Ja. Kdaj si spoznala to ključno razliko med tem, kaj je pomembno in kaj je samo navidezno pomembno? Pa v bistvu, če nimaš ega, vsi imamo te pozitivne ege, ampak obstaja ta globlji ego ljubavi do sebe in do drugih, predvsem do drugih. Samo ljubezen, to je v bistvu posredno lahko, če so tvoji okrog tebe srečni. Zdaj, jaz sem bila taka. In potem, jaz sem vedno rekla, a smo zdravi, a smo živi, a imamo to čustvo, in to je to. Vse drugo je nepomembno. Lahko greš, če te razjezi, če te užali, spiješ pivo, smiri živce, lahko, ampak imaš to čustvo, ker sem pred Janezom živela brez tega čustva. Bila sem svobodna in vse mi je bilo, vsi so bili glupi, ker pa si se zaljubil, učiš se, emotivna inteligenca se ti razraste in postaneš občutljiv. Tako, in midva sva celo življenje to imela živo. Da si življenje preživel in skozi, da nisi sam. Da nisi sam. Mislim, sej, nikoli nisi sam, ampak to je zemeljska oblika, da nisi sam. In zdravje je za mene bilo vedno pomembno, da so mi otroci zdravi, ker me otrok razjezil, recimo, pola rečem, glej, ni ugrabljena, ni v vojni, niso oteli, niso mi jo ukradli, mislim, in ti rečem, če me sekira, sem, da je živa in zdrava. Ja, res je. Pa tist drugač, pa druga mama pravi, tudi moj otrok ne uboga, pa danes sploh mlade mame govorijo, da jih noben otrok ne uboga. Se pravi, vedno najdeš. Če rečeš, kaj pa vem, mož, to, ono, vedno sem gledala bistvo zgodbe. Ja, ker je tudi to je najbolj pomembno, da vidiš bistvo. Bistvo. In recimo tudi, moj mož recimo konkretno je bil moj človek. On je mene podpiral, ljubil in jaz se zelo ene anekdote držim, da treba ceniti tistega, ki ti dobro dela, ne pa zlo. Res je. To je preprosto. In pri prijateljicah, in pri možu, in pri družini, in pri otrocih. Torej, kdor ti dobro dela, kdor je prijazen, kdor te spoštuje, vreden tvoje ljubavi. Tukaj jaz nimam velike filozofije. Res je. In to je velika modrost. Tako. In zdaj bova naredila en čist kratek odmor in sva čez nekaj trenutkov nazaj. Drage gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam s pisateljico Azro Širovnik. Azra, kdaj si spoznala, da pisanje zate ni samo nek hobi, neka strast, ampak tvoje poslanstvo? To sem pravzaprav vedno vedela, kot otrok, ker sem požirala knjige, nisem bila otrok, ki bi bil vključen z drugimi otroci v vse njihove faze življenja. Rada sem od nekdaj imela samoto. Recimo pred šolo sem vstajala, mi smo imeli na obalah Vrbasa stanovanje, taka lepa zelena livada, pa zelene teringlo je bil posejan, verjetno so od kakšnega kmeta to pol kupili, pa zgradili prva socialistična stanovanja. Prej so bile hiše, smo živeli na posestvu pri očetovi mami. Pa smo se preselili v lastno stanovanje in tam je bila pod temi lepimi drevesi dol tista divja, lepa zelena reka Klopca. In jaz sem vedno hodila zjutraj tisto roso gledati in reko in tista drevesa in sem čutila, kako je življenje lepo in kako je, in sem se tako, vedno sem hotela biti učiteljica, zamišljala sem, da tam sedite 2-3 otroka in jaz me razlagam. In sem bila srečna. In sem pisala. Tudi oče mogoče temu doprinesel, ker je rekel, vsak dan opiši, kaj te je najbolj razveselilo. Ne kaj te je razjezi. Tako da sem nekako programirana, da gledam lepe stvari. To je zelo lepa praksa. In v človeku, ki ga spoznam, pogledam, hočem zbrskati, kaj je v njemu dobro in na to se obesi. Ne, kar ni dobro. Tako da je, in sem v šoli, seveda sem imela talent za pisanje in sem dobila vedno dobre ocene in vsi so mislili v gimnaziji, sem imela ta oddelek literature, da mi jaz upisala v Zagrebu na filozofski fakulteti, moj oče je dobil katedro tam, da bi se preselili, pa sem šla bolj na Brač
Tam smo letovali in sem spoznala ene naše študente banjaluške, ki študirajo v Sloveniji in so mi razlagali o tem vzdušju, Ja. da je to Švica, da je to svoboden svet, da je čista, da je lepa. Da so, malo to sem ujela, da so ženske svobodne in to mi je bilo všeč. In jaz sem prišla vsa navdušena domov in sem očetu rekla, da jaz bi šla pa v Ljubljano. Je rekel, ja, kako se ne znaš jezika, neš mogla literaturo. Sem rekla, pa ekonomijo. In tako je. Pol pa kdaj pišejo? Pišeš mogoče lahko pesmice, danes je priletel ptiček, cvrkutalo ne vem kaj. Roman se s krvjo piše. Roman se piše s krvjo in biti pisatelj pomeni izkusiti čisto vse emocije. Ti ne moreš fantazirati o emocijah. To isto, ko bi nekdo, ki ni spal žensko, dajal recepte za seks z žensko. Ne gre to. Torej moraš imeti izkušnjo in izkušnja pride z bolečino v ljubezni. In jaz sem po 15 letih prišla v neko krizo, ki sem razumela, da je vse iluzija. Celo ta stavek v mojem romanu Bogim z ovinkom zakona piše in nas nekdo vrti po svoji formuli. Torej, če me nekdo vrti po svoji formuli, izvleči iz tega, kar ti tisti hip preusmerja. Noč pred tem ali teden dni pred tem sem na kolenih bila in jokala in sem rekla, Bože, jaz ne najdem smisla v življenju, hvala ti za moža, hvala ti za otroke, hvala ti za vse. Prazna sem, nič nisem naredila, dobro plačo imam, ampak tako to delo lahko vsak to dela. Jaz hočem nekaj, kar samo jaz lahko. Daj mi, da pišem vse, kar mi daš, zraven bom sprejela. In seveda, čez 7 dni sem razumela, da je to znamenje, da moram pisati. Nisem jokala, zadrževala stanje, sem rekla, aha, to je ta stopnica, ki me je preusmerila. In vsakič, ki je bila kakšna taka stvar, je nastal nov roman. Ja, poznam ta proces. V bistvu res pišeš iz lastnih izkušenj, tako kot praviš, ne moreš pisati o nečem, kar sam nisi doživel in zaradi tega se tudi najbolj globoko lahko dotakneš bralca, on začuti tvoja čustva, prepozna svoja čustva, začne razmišljati in te knjige imajo res potem eno posebno dodano vrednost, ker grejo v srčiko bralca. Ampak kako pri tebi poteka potem ta ustvarjalni proces, ko ti imaš izkušnjo in potem ta čustva in to zlit v besede, kako to pri tebi poteka? Tukaj je na delu višja sila. Tukaj jaz nisem od tistih pisateljev, ki 2 uri sedi vsak dan pa razmišlja, kaj bo napisal. Jaz opazujem proces. Recimo, nekaj se zgodi in zakaj, kako, v katero smer, kje sem jaz v tej vlogi. In ta proces je ciklus. Koliko so ciklusi gospodarski, imaš nulto fazo, začneš gor, dol in pride sklep sam od sebe, ki se mi v mislih točka naredi, še naslov dobim. Jaz se usedem in trans. Jaz samo pišem, sem spala recimo po 4 ure in še takrat grem kuhat, ker če grem na sprehod, imam občutek, da tam oni vsi čakajo, da se jaz vrnem, da ne morem šetati, če tam toliko ljudi čaka, kaj bom, kjer bom napisala. In zato vem, da je to višja sila in na delo in proces, zato ker vse svoje romane na pamet znam v prvem rokopisu z vejico in točko ured. Vse vem, kaj je lektor zamenil, uredil, kaj je urednik sugeriral. To je nemogoče. Ne vem, niti imena si ne zapomnim. Od glavnega junaka pišem, pa na sred knjige je, kako me je bilo ime, pa izmislim neko drugo. Pa urednik pravi, čak, kdo ti je zdaj ta Žan, če je bil, ne vem. Luka prej, ne? A poznam 8 knjig na pamet. Mislim, vem. To je ta tok, ja. Tukaj spet smo samo prevodnik, ne? Ja, prevodnik. Jaz poznam ta tok. Sredstvo više neke igre. Ko grem na sprehod, dobim včasih res navdihe, kaj bi v knjigi še napisala, si moram v telefon povedati, ker se bojim, da bom pozabila do doma, ker mi potem že spet nekaj drugega prihiteva. Ker po spominu, če pišeš, ni isto. Jaz, ko napiltke napišem in pol nekam kao dan, in pol, ko pišem, iščem in ne najdem, in pol vem sporočilo. In pol napišem, in pol najdem, to je mrtvo, to je živo. To sploh ni... Ja, kako postaneš občutljiv. Prav prepoznaš melodiko ali besede grejo s tvojim tokom ali ne grejo.
zadnje tvoje delo, ki ga pišeš od leta 2022, ne? Zdaj bo verjetno kmalu išlo ta knjiga, ne? Ki je posvečena tvojemu možu. Kako si zbrala moč, da si napisala to knjigo? Je bilo to zate tudi nek način soočanja z bolečino, z izgubo? Takole je nekako bilo. Jaz prvo mentalno razumeš proces in ne bojiš se smrti in veš, da si v teh letih in da dolg čas si srečo imel. Ampak telo tega ne razume, kri tega ne razume. Možgani so eno. In pa imela sem res zadnjih 14 let rajski odnos, popoln. To, kar vsako mlado dekle bi rado od začetka, pa ne moreš, ker nihče ni zrel za to. Midva sva dozorela in sem imela. In to je bilo čudovito. In jaz sem trpela in vedela sem, da jaz moram iz sebe odneham trpeti, ko to točko zadnjo dam nastaviti. Kako bom pisala o smrti in bolezni? To mi ni bilo jasno. Kdo bo to bral? Zakaj bi to pisala? Milijon knjig na to temo. Jaz jih ne berem. Nemam tu energijo smrti. In pol sem razumela, začeti moram. In pol so se flashbacki začeli dogajati. Samo najine zgodbe, za katere ne ve, ne otrok, ne to ljubezenske. Od prvega dne do drugega. Recimo, mož umre, ima plavo pižamo, ti jo gledaš in rečeš nekako o smrti, ampak rečeš, ker sem bila zaljubljena, imel plav pulover in napišem sceno plave. Tako da so te nelepe stvari, samo stavek, dva informacija, zelo tudi jasno boleča, ampak je toliko lepega, na koncu izpadel bogat, čudovit ljubezenski roman. In vsi, ki sem dala brati, doktor Veronika Podgorškova mi je napisala uvodnik, pol pa prijateljice, doktor Mateja Gaber, ki je na filozofski fakulteti, pa Adriana Kuči, tudi pisateljica, krasna ženska, zrela, prelepa, isto tudi fizično in duševno. In Valentina Plaskan, Jordan, ta novinarka, ki je mlada, globoka, zelo inteligentna, zelo čudovito. Tako da sem dobila res točno to, kar sem čutila, da temu romanu bi pripadalo. To je v bistvu en spomenik mojemu možu kot človeku in ena ljubezen, kako se živi, kako se da doživeti. Potrditev, da to obstaja, je pa naslov Tebi, ljubezen moja, ker ima dvojni pomen. Ljubezen med moškim in ženskom, zemeljska ljubezen in moja s Svevišnjim. In konča se nekako tako, da jaz rečem zdaj, ko si mi vzel most, po katerem si me spustil v bistvo življenja, si ga zdaj dvignil, ker si pobral ta most, zdaj me pa objemi in greva mi pa naprej. Tako da je ljubezenska in do Svevišnjega, in do stvarstva, in oda življenju, in hvaležnost življenju, in večna ljubezen, ko v bistvu sem spoznala, da mi mogoče res telesno odidemo, ampak energija ne odide. Energija ne odide in ljubezen ostane. In ti si to res znala tudi skozi besede znala sem, na srečo. Napisati in komaj čakam te knjige. Hvala. Mislim, želimo, da bi prišla konec septembra v knjigarne. 20. oktobra bom pa imela promocijo, ki bom v bistvu v čast Janezu, mojemu možu, naredila tako en party za take. Krasno, krasno. En eleganten, lep party za njega, ki ne bo žalovanja, pa ljubezen. Moramo se bo častila ljubezen. Kako si rekla, objemati, radi imeti in nazdraviti, ker to je bil on. Tako. Še en kratek odmor bova naredila in sva čez nekaj trenutkov nazaj. Pozdravljeni nazaj, drage gledalke, cenjeni gledalci, oddajo Pristna ženska, o kateri se danes pogovarjam z pisateljico Azro Širovnik. Azra, povej nam, kako si skozi leta gradila ljubezen do sebe, samospoštovanje, to notranjo čvrstost, to lepo držo, ki jo imaš. Pravzaprav mogoče sta dva faktorja. En faktor je dejstvo, to nisem vedela kot otrok, ampak recimo gremo na biologijo, izmed toliko spermatozoidov, toliko jajčec, glih jaz sem dobila življenje. Torej, jaz sem izbrana od neke vesoljne sile, da vidim lepote tega sveta. In sem te lepote tega sveta hotela videti, iskati. Ne maram pa trpeti.
To mi je lastnost, ki sem jo tudi verjetno prinesla s sabo z drugega sveta. In ne želim povzročati drugim trpljenjem, ne dovolim pa, da ga meni kdo, sploh ne za nalašč. In recimo, povem, gledam druge ženske, gledala, opazovala, govorim o ženski, ki ima svoj denar, ki ima svojo svobodo, ki ima svoj status. Moški ima 5 žensk in ona je v verigi. Niso poročeni, ampak. In ona 5 let jamra, kakšen kreten je on, da ne more z njim, kak jo muči, kak dobi spolne bolezni. Jaz pravim, ženska, prvič, ko se to zgodi, reži. Nimaš kaj filozofirati. Jaz ne morem lubenico ne marati in vsak dan jaz lubenico in govor, da me trebuh od njega. Ja, res je. Jaz te logiko, recimo, da imam dobro logiko. Zdaj, jaz ne vem, a sem jaz ko močna, ker nisem. Jaz, kar druge ženske pretrpijo, ne bi mogla. Jaz bi tega ubila, ni njega ali sebe, ali ne vem kaj, glede na moj teme. Jaz sem taka kukavica, da se nočem pripeljati v stanje, da me kdo hoče maltretirati, ali pa alergična sem na to. Pa to ni kukavičje, to je pogum. Meni je Bog dal talent, da manipulacijo prepoznam, ker jaz nikoli ne manipuliram. Po sebi sklepam, jaz tega drugmu ne bi naredil. Torej, če ti bolač ima probleme, kdorkoli, lahko je prijateljica, odreži. Mene je pustila prijateljica, ki je bila 30 let moja prijateljica po smrti moža, v najtežjem trenutku. Enkrat se nisem vprašala, zakaj je to naredila. Trak, in gotovo. 3 mesece sem je pogrešala, ampak ona ima svoje razloge in že vesoljna sila ve, zakaj jo je treba vzeti. Niti pravijo, aj boš odpustila, aj boš poklicala. Čakajte, ljudi. Ja. Ženske moramo stati z bas. Enkrat je dovolj. Enkrat je dovolj. Nimaš kaj drugič šanso. Daš samo šanso, da dokonča tisto delo, kar je začel. Res je. To je moja logika in je zelo preprosta. Ja, tudi del tvoje življenjske filozofije. In tako, ker jaz sem srečen človek. Mene je tak, ki me je ustvaril in na svet poslal, me iz nekih srečnih celic zbudil. Jaz se zbudim srečna. Če mi kdo poremeti ta moj srečno stanje, ali ga skregam, ali mu odgovorim direkt, nimam časa za igrice, jaz ljubim život preveč. In pa gremo naprej in sem spet srečna. Res je. Tako sem narejena. In se ti tudi vidi, ker si res ženska brezčasne lepote, vitalne energije, strasti do življenja. Povej nam recept. Dejstvo, ki ga moraš vedeti vsako sekundo, karkoli se ti zgodi, lepo ali slabo ali grdo, da minevamo. In ko mi ženska reče, da se stara, pa ima gubice, pa boji se starosti, ne, ljubčki moji, mi minevamo. To ni starost, to je minevanje. Ker pa to imenuješ minevanje, pol veš, da imaš vsak dan podarjen. In da nekam greš. Nekje ne. Če greš v grob, pa razpadeš in nič te ni, super. Če pa ne, kaj pa pol? Torej, hočem čisto dušo imeti, ko odhajam. Ja, res je zelo preprosto, ne? Ti tako kot jaz poslušaš intuicijo in meniš, da je to tisti čarobni ženski tok energije, ki nas potem pripelje tudi do tako imenovanih čudežev, kot je danes izbor najine obleke, obedve v istih barvah. No, to so moje barve in dan je topel, lep, čeprav je ta obleka veliko lepša, ker zostane, takole se nekako razširi, tako kot se zoža, ampak nič hudega barva sem želela, ker imam pač vedno tak, da ne morem spati, ko imam kakšen dogodek, pa razmišljam, pa proti jutru zaspim in sem hotela nekaj tako, malo svežega. Drugače sem bele barve tudi rada. In intuicija te peljala? Intuicija, v bistvu pravijo, da skozi intuicijo vesoljna sila govori s človekom. Da ženska pač zaradi tega, ker vseeno ima neko božjo nalogo, da rojeva, da doji, da v svojem telesu nosi bitje in ta čudež nosečnosti, rojstva v bistvu ne morete ne spremeniti in povezati z neko višjo silo. In potem, zdaj sem poslušala 2 leti nazaj, 3, da je en kvantni fizik razlagal, če ni celo Nobelov nagrajenec, da okrog srca so možgani enaki, kot imamo možgane v glavi in da skozi te možgane Bog govori s človekom. Bog, zdaj sem rekla, Bog, ljudje, višja sila, vesolje, stvarnik, ampak višja sila, stvarnik, govori s človekom.
Zato mi rečemo, poslušaj srce. Stari ljudje niso vedeli ni za kvantno fiziko, niso vedeli nič, ampak so rekli, srce ubogaj. Poslušaj srce. Torej, jaz recimo včasih malo za hec, za test, nekdo mi reče, tam vozi in parkiraj. Ne grem pogled. Točno tam bi mogla kaj rečeno. Mislim, in reče, ok, ubogala, sem malo testirala. Prvi trenutek je vedno prvi trenutek. Ko se vklopi, je že prepozno. Ker se tudi o mnenju o človeku naredi takoj prvi hit. Situacija je dobra, ni. V glavnem ubogam, intuicijo, ubogam ta notranji glas, ki ga znam prepoznati in ne, kako se reče? Ne greš proti njemu, ampak ne grem proti njemu, karkoli prenesem. Karkoli prenesem. Ker vem, zaupam. Vem, da karkoli da je prenesel, bo iz tega dobro. Evo recimo konkretno za smrt mojega moža, pa ljudje, ki so vedeli za najno povezanost in to in kako prav ti stvarniku ne zameriš, da ti je vzel človeka, zdaj, kad ti je najbolj, pa jaz ne bi mogla, pa ženske moj klet, seveda boš jutri, če ne danes, eden bo šel. Jaz rečem, jaz ne gledam tako, da moram zameriti. Jaz se zahvaljujem, da sem doživela to čustvo, da sva živela 47 let skupaj in da mi je v rokah umrl, da sva 2 leti pa pol vsak dan bila skupaj. Ni trpel, ni se mučil, odšel je na smeškom. Mislim, evo, 5 razlogov, zakaj sem v dani situaciji hvaležna. In to res ni vsakomu dano. A v vsaki situaciji je neka drobtinica, za katero si lahko hvaležen. Res je. Že to, da lahko stojiš na svojih nogah in da lahko vidiš, recimo. Res je. Kako pomembna se ti zdi predaja znanja, izkušenj, spoznanj iz generacije modrosti na generacijo mladosti? Pa to vsak dela na svoj način. Včasih so starejše ženske, ala rdeči šotorki, prenesle modrosti svojim hčeram, svojim vnuknjam. To so bile ponavadi babice, ker po neki inerciji otroci ne ubogajo mamo tako resno kot babico, ali zaradi starosti, ali zaradi načina, ali v glavnem mehkobe mogoče. Mehkobe, tudi one dozorijo babice, ki so mlade. Svojo hčerko je recimo kaznovala, vnukinjo obožuje in ima čisto drugačen pristop. Pol so nove tehnologije prišle, evo zdaj imaš umetno inteligenco, celo jaz sem naredila eno tako pogovor z njo in zaljubila se skoraj v te razsežnosti. Način, kako vseobuhvatno. Tako da jaz to delam recimo skozi knjige. Moja ženska, ki pride input ena v knjigo, ona ne pride ista ven. Ona pride druga ven. Output je bogat, ozaveščen. Torej skozi svoje knjige, verjetno je to meni tako dano, da jaz ozaveščam skozi svoje knjige, skozi svoje izkušnje, ker jaz nikoli ne jamram, jaz razmišljam in prinesem sklep. In nikoli ne zgubljam čas, da o isti stvari 3-krat jamram. Jaz rečem, ok, imam problem, lahko ga bom rešila. Mislim v tem smislu jaz to delam in v tem smislu tudi drugi pisatelji to delajo. Vsak ti hoče nekaj dati, nekaj sporočiti in zato obstajajo taki, ki jih obožujemo, ki jih 5-krat beremo, obstajajo taki, ki so po naročilu napisali knjige. Tako da vsak lahko doprinese nekemu procesu vesoljem, ampak ženska ženski lahko veliko da, pa ne samo to, tudi ženska moškemu lahko veliko da, ker moški, moderni moški se rojevajo s popolnoma drugo strukturo. Prej je moški bil pejt v vojno, prinesi tisto divjačino, krvavo, napisen, poseksaj tisto žensko in to je bila vsa komunikacija. Zdaj je pa čisto druga. Zdaj je nova era, nova metoda, zdaj je moški osebno, zdaj so mamine do sinov bolj čustvene, naučijo jih, da so osebno, zahtevnejši so čustveno. Pa tudi živimo v času velikega prebojenja, ko se dejansko druge vrednote spet kličejo v ospredje, ki so bile pozabljene in se tudi ta dinamika moški ženska se zelo spreminja.
Vedno se bomo potrebovali. Absolutno. Moški in ženska. Oboje enakovredno. Drugega in fajn je, da se razvijamo zdaj na obeh področjih, da se bomo lažje ujeli in razumeli. In harmonija, da nastane, da bodo taki znako. Absolutno. Evolucija. 100%. Zdaj smo tehnološko dosegli, zdaj mora priti do mentalne, emotivne in tako naprej. Tako, da bomo potem vsi doživeli takšno ljubezen, ko si jo ti imela za svojim možem Janezom. Rilke je rekel, lahko sem še to povej. To mi je tako všeč. Kar povej, kar bi povedala kot zaključno misel svojo za gledalke. To bom povedala, ne to, kar je Rilke rekel. Rilke je rekel, da se bo človeštvo toliko razvilo, da bojo moški in ženska, človek podali roko drug drugemu kot človek človeku, da bo potem prava ljubav med njima lahko. Ker bo ta oba dva uravnotežena. Tako je. In ker se bosta videla kot človeka, ne kot sredstvo. Kot človeka, kot dušo. Kot dušo. Pa smo tam. Pa smo tam. Smo pri prebujanju. Tako. Jaz bi samo še enkrat poudarila karmo. Ljudje, karma obstaja. Mene srce boli, ko vidim, kako ljudje plačujejo svoje življenje. Zdaj, pri teh mojih letih, pa starejših malo ljudeh, pa poznam celo njihovo življenje. Samo to. In poudarila bi, da in otroci in starši zelo negujejo svoj odnos, da se spoštovanje vzpostavi. Ne razvajate otroka, to ni ljubezen. Spoštovati se naučite. Ti njega slišati, on tebe slišati. Ker to vesoljni zakon ne odpušča. Ne enim, ne drugim, če niso spoštljivi en do drugega. Res je. Mislim, da je treba tukaj zelo Se strinjam popolnoma. Slovenci imamo zelo dobre rek na karmo, kar seješ, to žanješ. In jaz sem ti, Azra, iskreno hvaležna, da si bila danes moja gostja, z nami podelila svoj svet, svoje življenje. In resnično si navdih ženske brezčasne lepote, notranje in zunanje in te strasti do življenja. Hvala. Jaz se tega sicer ne zavedam, ampak ko vidim, kako ti gledaš, ko meni to rečeš, pa verjamem. Lahko mi verjameš. Hvala lepa. Hvala tebi. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala, da ste bili z nami tudi vi in da ste se skupaj z menoj potopili v svet ljubezni, čutenja, modrosti in pisateljske strasti. Se vidimo v naslednji epizodi Pristne ženske.